Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes odgovarjam na vprašanje mamice, ki sprašuje za svojo hčerko, in sicer kaj dati otroku, ki ima prekomerno težo, manjšo rast, lupljenje dlani in podplatov, suha koža okrog ust in krhki nohti. V glavnem, če imate vi, mogoče vnuka, vnukinjo, ali pa če imate vi sami s tem težave, kaj vam manjka, kater vitamin vam manjka in kako si lahko pomagate. Odgovor niti ni kompliciran, ker je v bistvu kar to šolski primer, sploh manjša rast, teža, direktno kaže na to, da je tukaj pomanjkanje beljakovin, potem pa lupljenje dlani, suha koža, krhki nohti, vitamin B, kalcij, magnezij. Zdaj vam pa razložim bolj podrobno. Za vse tiste, ki radi imate dobre informacije, prva polovica knjige, ko imajo moški hormoni žur, pa dajmo zdaj najprej pogledati pomanjkanje vitamina B, sploh vitamina B6. In ko nam tega vitamina manjka, in zakaj ga nam lahko manjka, in zakaj pride do posledic, kot je prekomerna teža in pač slabša rast. No, v vsakem primeru, ko nam manjka vitamina B6, ki je drugače potreben za to, da se ogljikovi hidrati spreminjajo v energijo. Se pravi, vitamin B6 je vžigalca v celici. In če nimamo vitamina B6, smo utrujeni, nimamo vžiga, nimamo pospeška in poleg tega imamo razpokane očesne in ustne kotičke, luskasto kožo, smo utrujeni, slabokrvni, nerazložljiva potrtost, napetost, razdražljivost, raztresenost, slabša koncentracija, občutek ohromelosti v rokah in nogah, artritis, se pravi vnetje sklepov, oslabelost mišic, izpadanje las, težave z uriniranjem, predvsem pa zastajanje vode v telesu in nizek imunski sistem. In vitamin B6 je ključni vitamin za tvorjenje rastnega hormona, rastni hormon pa hkrati deluje tudi na rast, sploh v puberteti. Tako da, zanimivo je, da vitamin B6, poglejmo, kje ga lahko dobimo, ker pomembno je to, dobimo ga recimo v jajcih, v rumenjaku, v jetrcih, orehih, arašidih, špinači, zelju, žitni kalčki, losos, jagodičevje. Če tako gledamo, vitamina B6 načeloma lahko dovolj dobimo s hrano, ampak zatakne se takrat, ko imamo pomanjkanje želodčne kisline. In ko imamo pomanjkanje želodčne kisline ali pa prebavnih encimov in niti ne vemo, da nam manjka prebavnih encimov, se hrana ne more razgraditi na manjše delce in ostajamo celično lačni. Zato bi vsekakor priporočila za to deklico, za to mlado damo, če bi bila moj otrok, jaz si bi dala Pro-Vitality Plus. Zdaj pa zakaj? Zaradi tega, ker tukaj noter je tale zelena kapsula, tale zelena kapsula vsebuje vse vitamine, minerale, tudi vitamin B6, vsebuje pa tudi prebavne encime. In prebavni encimi pomagajo pri tem, da se hrana potem boljše razgradi. Poleg tega ima tale olja, to je pa tale kapsula, so pa lipidi in steroli, ki pa delujejo na to, da hranilne snovi grejo v celico in odpadne ven. No, poleg tega, poleg B vitamina, vitaminov, mineralov, je tukaj še omega-3 zraven, ki je tako potrebna za hormone, ki je tako potrebna za lepo kožo, in zraven je tale ta črna kapsula, ta je pa karotenoid, je pa za dvig imunskega sistema in predstopna A vitamina, ki pa pomaga pri tem, da se D vitamin bolj veže. No, to je zdaj ena stvar, kar bi jaz dala, če bi se šlo za mojega otroka. Pro-Vitality Plus, zvečer pred spanjem ali pa takoj po kosilu. No, zdaj pa pojmo majčkeno naprej pogledati. Pomanjkanje magnezija, zdaj pa gremo naprej še na kalcij pa magnezij. Se pravi, pomanjkanje magnezija se kaže kot nezmožnost hujšanja, šibki nohti, mišični krči, trzanje obraznih mišic, kot je kar nekaj žmiga, slabost, utrujenost, slaba koncentracija, povišan krvni tlak, nemirne roke in noge, težko se zvečer umirite, nespečnost, živčnost in nagnjenost k depresiji, oziroma ko ti vse gre na živce in cel svet pošiljaš nekam. Se pravi, magnezij
ga drugače dobimo v žitih, pa pol v figah, bučna semena, ajdova kaša, lešniki, brazilski oreščki in tako naprej. Se pravi, v hrani spet ga lahko zadosti dobimo, ampak spet zaradi želodčne kisline se včasih zgodi, da ga pač naše telo težko razgradi in vsrka v sebe. No, to je zdaj ena stvar, pa imamo pa še kalcij. In poglejte, ko nam manjka pa kalcija in sploh otroci rastejo. Otroci bi potrebovali na dan približno 1000 mg kalcija in sploh tisti, ki ne uporabljajo ali pa ne uživajo mleka. In tukaj ne govorimo o tem mleku, ki ima 3 mesece rok uporabe, ampak tukaj govorimo o mleku, ki ima rok uporabe pač 3 dni, prekuhano mleko. Mleko, ne? Se pravi, šibki nohti, neprijeten telesni vonj, trzanje mišic, bolečine v križu, mišični krči, nespečnost, psihična živčnost in nestabilnost. In v tem primeru, zdaj bom spet govorila, če bi se šlo za mojega otroka, jaz bi mojemu otroku dala Pro-Vitality Plus in bi mojemu otroku dala še kalcij pa magnezij z D3 vitaminom. In tukaj noter je že kalcij, magnezij, pa D3 vitamin je zraven in tukaj zraven še predstopna A vitamina, da pride do boljše vezave in je to to. Se pravi, to je osnova. Zdaj pa pojmo mehen pogledati samo še aminokisline, zato ker včasih otroci jejo tisto, kar je dobro in ne toliko tistega, kar je zdravo. In predvsem otroci, ki ko se že pojavijo težave, ko se že nekaj, tako kot tukaj, ne, so težave, deklica se je začela rediti, v puberteto je prišla, v tem primeru, gledajte, šejk, pol vrečke zvečer, tam okrog 9. ure, pred spanjem. Zdaj pa zakaj aminokisline? Noter so vse aminokisline, 22 aminokisline noter, naključno bom izbrala samo eno, recimo, ali pa tele dve. Aminokislina cistin in cistein. Se pravi, 2 aminokislini, ki jih drugače dobimo v pršutu, piščanec, ribe, jajca, mleko, mlečni izdelki. Vplivata na to, se pravi, ko se ta hrana razgradi na manjše delce, potem to deluje na koncentracijo, se pravi, naloge cisteina. Obnavlja vezno tkivo, se pravi hrustanc, vezna tkiva, kolagen, gube za nas odrasle, potem zavira staranje, krepi imunski sistem, pospešuje hujšanje, pomaga pri odpravljanju od zasvojenosti z alkoholom in tobakom. Se pravi, ko nam manjka te aminokisline, naše telo hrepeni po nečem, kar nas zasvoji, tudi po sladkorju. In recimo, komur manjka teh 2 aminokislin, se slabo odzove na stres. In stres pa vemo, da nas redi. No, ali pa poglejmo eno drugo aminokislino. Recimo, aminokislina arginin. Recimo, arginin aminokislino dobimo drugače, pojmo pogledati. Kje jo dobimo? Kaj moramo pojesti, da bomo dobili to aminokislino? Losos, ribe, puranje meso, goveje meso, pršut, lešniki, temna čokolada, ovsena kaša, ajda in tako naprej. Se pravi, opozorilni znaki, ko nam manjka te aminokisline, nezmožnost hujšanja. To je prva zadeva. Povečanje vnetij, celo pojav raka, nizka koncentracija, občutek brezvoljnosti, kot je enostavno dol visi. A veste, zakaj so Hrvati boljši ljubimci kot Slovenci? To je ena Hrvatica povedala. Zato, ker Slovenci rečejo, dol mi visi. Zdaj pa tukaj naprej dajte pi. Hrvati pa rečejo, jebe mi se. No, tako da v glavnem. Tako. Zdaj to pomeni, da prav tale aminokislina arginin drugače deluje, krepi spolno sloj in to je dejansko naravni afrodizijak. Tako da, dobro, ne bojo otroci zaradi tega ponoreli, če boste dali to šejk, ampak dejansko za starejše ali pa za zrele moške, ki mogoče začne pešati spolna sla, tudi za ženske, ki začnejo ugašati,
mogoče vam manjka ena aminokislina in se pogledate v ogledalo pa rečeš, joj, staram se, nekaj narobe z mano. Ja, podhranjeni ste mogoče. Dajmo še naprej pogledati, če kakšna aminokislina, ker to je zelo pomembno. O aminokislinah premalo govorimo oziroma premalo vemo. Recimo, druga aminokislina in teh aminokislin je 22, se pravi, aminokislina tirozin. Pomembna je tirozin, se pravi, kje dobimo spet sir, parmezan, soja, govedina, jagnjetina, svinjina, ribe, morski sadeži, ajda, proso. Zdrava hrana, ne? Se pravi, komur manjka te aminokisline, se začne pojavljati huda utrujenost, bolečine v sklepih, razbijanje srca, občutek vročičnega telesa, bleda koža, potenje, nespečnost, tesnoba, težave s kožo, depresija, slaba prebava, krhki lasje in nohti. Aminokislina, ki je nujno potrebna za to, da se telo zmore boriti proti stresu. In ko imamo te aminokisline v pomanjkanju, pademo dol. No in v glavnem naloge te aminokisline deluje protivnetno, odvaja vodo iz telesa in tvori hormone dobrega počutja, predvsem dopamin, vazopresin, in to sta dva hormona, ki sta povezana z nasplošnim občutkom zadovoljstva. Pri moških prav tale vazopresin hormon, to je hormon zvestobe, in dopamin je pa hormon, ženski hormon, ki deluje na to, da smo ženske zadovoljne in da nas ne dajajo hormoni in lune in tako naprej. Tako da ja, glejte, v tem primeru, če poznate koga, ki ima težave s kožo, z ustnimi kotički, ki ne more shujšati, ki se slabo počuti, vzamete Pro-Vitality Plus, šejke, pa mogoče zraven dodate še kalcij pa magnezij in je to. Se pravi, nič posebenega, kdaj jemljete Pro-Vitality Plus, se jemlje po kosilu ali pa tik pred spanjem, šejke vzamete zvečer in kalcij pa magnezij z D-vitaminom zvečer. No tako, to je tisto, kar sem danes želela deliti z vami. Jaz upam, da sem bila dovolj jasna. Če imate še kakšno vprašanje glede zdravja, pač vprašajte, z veseljem vam pomagam, kar je v moji moči. Zdaj pa gremo še na kakšno pozitivno sporočilo. Glejte, ko tole poslušate, kaj vam stvarstvo sporoča za današnji dan? Tako jaz začnem dan zjutraj, prižgem svečko, pa se zahvalim za nov dan in rečem, da vidim, kaj mi stvarstvo sporoča. Tukaj imam knjigico Prehod v novo dobo in se mi je odprlo na strani, ne vem kjer je, ampak naslednji korak, 47. Tebi, ki to poslušaš, pripada sreča, zaslužiš si jo, zaslužiš si ljubezen, zaslužiš si obilje vsega dobrega. Narediš lahko samo en korak naenkrat in to je dovolj. Zaupaj. Vse, kar mora priti v tvoje življenje, prihaja samo in lahkotno. No, naslednje sporočilo pa je, ti, ki tole poslušaš, ti si boginja na zemlji. Tebi se vsak dan rojeva nova energija. Ja, so spremembe in se dogaja, da staro umira in se dela prostor novemu. In zaupaj. Vse bo v redu, zaupaj temu procesu. Zato, ker v tebi je večno življenje. Ti si kot duša, si večna. Sprejemajo se, kar ti pripada. Zdravje, lepoto, obilje na vseh področjih. Bodi hvaležna za svoje žensko telo. Dovoljuj, da se tvoja ženska energija izrazi, ker ti si boginja tukaj na zemlji. In zdaj ta tvoja ženska energija vsekakor je povezana s tem, da ženska energija je ljubka, je žuboreča, ampak ne govorim otročja, pa tisto, joj, moram biti neka mehna punčka. Ne, ženska energija je kot neka radostna plesavka skozi življenje. To je ženska energija. Ženska energija je tista podporna energija, ki jo v svoji
A veš, kako čutim, tako želim tikati. Čutim tako, v svoji ženski energiji usklajena, ko ne potrebuje se izzivalno napravljati za to, da bi bila opažena, videna, ampak je opažena, videna in tudi dovolj glasna. Ampak tukaj ne govorim kričeča, zoprna, ampak dovolj glasna, da ima svoj glas skozi svojo moč, skozi svojo mirnost, skozi svojo prisotnost. In to je ta ženska energija. Ko je ženska v svoji moči, pomeni, da ima v sebi milino, ki je vsekakor ženska energija, in po drugi strani, da ima v sebi modrost. In ne rabi biti ne kričeča, ne rabi biti ne mehna punčka, pa se dela, da je mehna, pa ljubka, pa ne vem kakšna, zato da jo bo nekdo slišal, ampak ženska moč, ki je dejansko odločna in tako, stojiš na zemlji, stojiš na zemlji. A veste, zadnjič sem se tako smejala, pač pogovarjali smo se o odnosih in sem rekla glih v enem odnosu, da sem bila dejansko jaz bolj moški, kot pa ta moj bivši partner. In a veste, to je dejansko žalostno, sem razlagala, kako je bilo, da ni želel voziti, pa sem pol jaz vozila in je izgledalo tako, da sva se mal peljala, pa je postal utrujen, pa je zaspal. Jaz sem rekla, kako narobe je svet. Jaz bi mogla biti ta dama, ki ima zaspančka zraven, pa bi rekla, a sva že prispela. Dejansko sem vozila avto, razlagala in dejansko jaz sem bila bolj v moški energiji, kot pa on. On je bil pa dama, ki se je peljal zraven. In tako ne gre, Gre se za to, da mi ženske, čeprav moramo določene stvari narediti same, ki so povezane sploh če smo samske, pomeni, da je treba narediti določene stvari, ki so moške. Ampak po drugi strani pa, tam, kjer imamo priložnost, da stopimo en korak nazaj in pokažemo, damo prostor moškim, ne naredijo tisto, kar je prav, da naredijo. Tako da, če imate v službi, da ste na nekem položaju, ko vlečete naprej, ko naredite še in še več, mogoče potem na drugih področjih, dajte si kdaj priložnost, da ste bolj v ženski energiji. A veste, na ta način se tvorijo pol ženski hormoni pa vplivajo na to, da smo zmeraj bolj v centru, same sabo. To pomeni ravno tako kot za moške. Moški, ki delajo pretežno ženska dela, kuhajo, pospravljajo, uspavajo otroke, je prav, da grejo z moškimi in delajo moške stvari, grejo v fitness, dvigujejo teži, ker s tem krepijo moške hormone. Mi ženske, pa če delamo moška opravila, je pa prav, da potem, gremo na plesne in se pustimo vodati, da nas vodi moški, zaradi tega, ker s tem smo pa mi bolj v ženski energiji in te v bistvu ni potrebno razmišljati, katero figuro bosta plesala, zato ker pač to razmišlja moški. Tako da gre se za to, da uskladimo ženski in moški pol, vsak najprej v sebi, potem pa v vseh odnosih, ki jih imamo, da smo mi skozi žensko energijo tukaj prisotne, moški pa skozi moško energijo. Tako da to je to, kar sem imela danes zapovedati, tako da uživajte. In če imate kakršnokoli vprašanje glede zdravja, če je v moji moči, vam bom razložila. Kar se tiče teh vitaminov, jaz to zdaj že uporabljam in s tem podjetjem Neolife sodelujem zdaj že 33 let. In veste, to je že nekaj kilometrov in ogromna stran, katerim sem pomagala do zdravja. Tako da, če lahko vam pomagam, z veseljem. Uživajte in vse dobro vam želim.